V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir od mrtvih vstalega odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa, naj bo z vami vsemi. Gospod, pozdravljen ta večer. Radi bi te povabili v našo hišo. Res, da se po vseh teh dneh počutimo že malce utesnjeno, a se nam zdi, da nas tvoja bližina osvobaja in da po srečanju s teboj bolje in globlje dihamo. Zato dobrodošel, Gospod, pri nas. Vstopi v naš dom. Pa ne le za te pol ure. Kar ostani z nami, Gospod, kajti večer je že in dan se je že nagnil. Izgovarjamo skupaj z učencema, ki sta ti nekoč pred davnimi časi izrekala dobrodošlico, ne da bi vedela, koga vabita. Naj nam bo tvoja beseda tudi nocoj tolažba, vzpodbuda in mir, Gospod. Naj nam bo pogled na oltar, kjer se vrši tvoja zadnja večerja, vir obilnih milosti. Napolni nas svojimi darovi, saj veš, kako zelo jih potrebujemo. Oče, radi bi ti podarili te pol ure kot neznatno znamenje naše hvaležnosti. Zavedamo se, da nam ti podarjaš prav vse. Svoj blagoslov, upanje, življenje, zdravje, moč, tolažbo, mir. Vstopi, Gospod, dobrodošel pri nas. In ko si že tu, se veš, kaki smo. Prisluhni besedam naših src. Prisluhni zdaj tudi o naših grehih, za katere nam je žal, in odpusti nam. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, v besedah in v dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Nebeški Oče, velikonočne skrivnosti v nas vsako leto obnavljajo prvotno dostojanstvo in nam utrjujejo upanje na vstajenje. Pomagaj nam, da bomo uresničevali v ljubezni, kar obhajamo v veri. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je vstal veliki duhovnik in vsi, ki so bili z njim, bila je to ločina saducejev in so bili polni zavisti. Prijeli so apostole ter jih vrgli v mestno ječo. Gospodov angel pa je po noči odprl vrata ječe, jih peljal ven in rekel: Pojdite, stopite v tempelj in govorite ljudstvu vse besede tega življenja. Ko so to slišali, so ob jutranjem svitu stopili v tempelj in učili. Medtem je prišel veliki duhovnik in njegovi privrženci in so sklicali veliki zbor in vse starešine Izraelovih sinov ter poslali v ječo, da bi jih privedli. Služabniki so prišli, pa jih v ječi niso našli. Vrnili so se in sporočili: Ječo smo našli z vso varnostjo zaprto in stražnike stoječe pri vratih, ko smo pa odprli, nismo v njej našli nikogar. Ko so te besede slišali poveljnik tempeljske straže in veliki duhovniki, so bili zaradi njih v veliki zadregi, kaj bi to utegnilo biti.
Tako je prišel nekdo in jim sporočil: glejte, možje, ki ste jih bili vrgli v ječo, so v templju in učijo ljudstvo. Tedaj je odšel poveljnik služabniki in jih pripeljal, a ne s silo. Bali so se namreč ljudstva, da bi jih ne kamnalo. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Odpev: V Božic je klical in Gospod ga je slišal. V Božic je klical in Gospod ga je slišal. Slavil bom Gospoda vekomaj, njegova hvala bo vedno v mojih ustih. Z Gospodom naj se ponaša moja duša, naj slišijo ponižni in se veselijo. V Božic je klical in Gospod ga je slišal. Poveličujte z menoj Gospoda in skupno slavimo njegovo ime. Iskal sem Gospoda in me je uslišal, ter me otev vseh mojih strahov. V Božic je klical in Gospod ga je slišal. Glejte nanj, da se razveselite in da ne zardijo vaši obrazi. Glej, v Božic je klical in Gospod je slišal, iz njegove stiske ga je rešil. V Božic je klical in Gospod ga je slišal. Angel Gospodov šotori okoli teh, ki se ga boje, da jih otme. Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod, blagor človeku, ki se k njemu zateka. V Božic je klical in Gospod ga je slišal. Aleluja! Vemo, Kristus je res od mrtvih vstal. Ti, o kralj zmagoslavni, se nas usmili. Aleluja! Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj, ampak imel večno življenje. Bog namreč ni poslal sina na svet, da bi svet obsodil, marveč da bi svet po njem zveličal. Kdor vanj veruje, ne bo obsojen. Kdor pa ne veruje, je že v obsodbi, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. Obsodba pa je v tem, da je prišla luč na svet, pa so ljudje bolj vzljubili temoko luč, zakaj njih dela so bila hudobna. Kajti vsak, kdor dela hudo, sovraži luč in ne hodi k luči, da bi se ne spričala njegova dela. Kdor pa vrši resnico, prihaja k luči, da se njegova dela razodenejo, ker so storjena v Bogu. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Tele besede, ki jih Jezus izreka Nikodemu tiste noči, so pravzaprav poezija. Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor vanj veruje, ampak bi imel večno življenje. Tako sem jaz svoje misli danes prihranil za druge dele svete maše in jih razporedil. K razlagi teh besed pa povabim gospoda Ivana Hudnika, ki bo to naredil s svojim glasbenim talentom. Nikodem je prišel po noči k Jezusu in spraševal, Jezus pa mu je odgovoril. Ne boj se, Nikodem, ljudi, le išči in našel boš Boga. Potrebno je, da vsak se rodi še enkrat iz vode in duha. Le išči ga in boš spoznal, da je Bog svet tako zelo ljubil, da sina edinca je dal, da bi se ti ne pogubil, ampak imel življenje. Vsi mladi v življenju iščemo srečo, ljubezen, resnico in pot do
ljudi. Če sam si lahko kaj hitro obupaš, bolje iskati je v skupnosti. V skupnosti lažje je skupno iskanje smisla življenja in skupne poti. Mogoče odkrije ta dva skupne sanje in skupaj ostaneta za vse dni. Sonce življenja toplo nas greje, učim se naslužil bom skupnosti, a včasih v svet v obraz se ti smeje, a Jezus nam s križa tako govori. Ne boj se Nikodem ljudi, le išči in našel boš Boga. Potrebno je, da vsak se rodi še enkrat iz vode in duha. Le išči ga in boš spoznal, da je Bog svet tako zelo ljubil, da Sina edinca je dal, da bi se ti ne pogubil, ampak imel življenje. Ne boj se Nikodem ljudi, le išči in našel boš Boga. Potrebno je, da vsak se rodi še enkrat iz vode in duha. Le išči ga in boš spoznal, da je Bog svet tako zelo ljubil, da Sina edinca je dal, da bi se ti ne pogubil, ampak imel življenje. Dragi bratje in sestre, naš Bog in dobri oče nam je v svojem sinu podaril življenjskega prijatelja in voditelja. Prosimo ga, razsvetljuj po svojem sinu Jezusu svojo cerkev, da bo vedno in povsod živa priča tvoje navzočnosti. Prosimo te, usliši nas. Usmerjaj in vodi vse, ki še ne verujejo, naj jih luč tvoje milosti po besedah oznanjevalcev privede na pot odrešenja. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj naši neveri in nam daj milosti, da sprejmemo tvojo luč, ki bo prežarila vsako temo greha. Prosimo te, usliši nas. Utrjuj starše v veri, upanju in ljubezni, naj bodo svojim otrokom trdna opora in zanesljiv kažipot krščanskega življenja. Prosimo te, usliši nas. Tudi nocoj nekaj prošen iz terena. Dve naši sestri prosita, Gospod, prosimo te za dež, blagodejno zali svojo cvetočo naravo in ji vdihni življenje, da nas bodo njeni cvetovi še naprej razveseljevali, nas njeno zelenje poživljalo in nas njeni sadovi hranili. Prosimo te, usliši nas. Naš brat v veri prosi, Gospod, prosimo te, da bi znali držati skupaj, da bi nas različnost ne razdvajala, ampak bogatila. Prosimo te, da bi drug drugega ne spotikali, ampak bi se vsak na svojem mestu iskreno trudili za skupno dobro. Prosimo te, usliši nas. Pa še ena aktualna prošnja skavtskega voditelja. Danes je dan zemlje. Prosimo, da bi bili odgovorni pri našem odnosu do narave, da bi bili varčni pri izrabi naravnih virov, da bi se zavedali, da nismo zadnji lastniki zemlje,
ampak smo na njej samo obiskovalci in najemniki. Prosimo te, usliši nas. In seveda tudi nocoj goreča prošnja za zdravje, Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušeni. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo. Sad zemlje je in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti tega vina in te vode naj postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo. Satrte je in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Gospod Bog, sprejmi nas ponižne in skesane in naj ti ugaja danes naša daritev. Izmi, Gospod, mojo krivdo in očisti me vseh mojih grehov. Molimo, dragi bratje in sestre, naj dobri Bog sprejme to našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Naš Bog in naše vse, na oltar ti prinašamo skromne darove, ti pa nam daješ delež pri svojem božanstvu. Prosimo te, naj tvojo resnico globlje spoznamo in jo vsak dan razodevamo v življenju. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Zahvaljujemo se ti, sveti in močni Bog, ti vodiš usodo sveta in skrbiš za vsakega človeka. Zbiraš nas v občestvo, da poslušamo tvojo besedo in v veri hodimo za tvojim sinom. On je pot, po kateri pridemo k tebi. On je resnica, ki nas edina osvobaja. On je življenje, ki nas napolnjuje z veseljem. Zato se ti zahvaljujemo, Oče, za tvojo ljubezen po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Skupaj z angeli ti pojemo in v hvalo tvojega veličastva vzklikamo. Svet, 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 si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo te, ti si zmeraj z nami na naših poteh, posebno, ko nas Jezus zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim prvim učencem tudi nam razlaga Sveto pismo in lomi kruh življenja. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega svetega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih z vinom, se je spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. To je skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in stal poveličan v Božji slavi. Ozri se na to daritev, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina. Okrepčaj nas z njegovim telesom in nas prenovi, da bomo njemu podobni. V edinosti z našim papežem Frančiškom, našimi škofi in vsem tvojim ljudstvom. Daj, da bomo vsi kristijani razumeli znamenja časa in rasli v zvestobi tvojemu evangeliju. Odpri nam oči in srce za ljudi okrog nas, da bomo z njimi delili žalost in veselje, njihove upe in trpljenje ter jim kazali pot k zveličanju. Dobri Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost. Hvaležni ti nocoj priporočamo Rajno Slavico in Rajnega Petra Žičkarja in vse rajne, kateri vero edino ti poznaš, obudi jih k novemu, večnemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, spremi tudi vse nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico, Božjo Materjo Marijo, njenim možem Svetim Jožefom, z apostoli in močenci in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Oče, tako hrepenimo po resničnem življenju, tako hrepenimo po svobodi, tako si želimo pristnih odnosov in čutimo, da nas vodiš v nekaj novega. Daješ nam okušati življenje, kakor ga še nismo okušali, v njegovih raznolikih cvetovih in sončnih odtenkih, a tudi v njegovi trdoti in njegovem naporu. Oče, danes ta trenutek sem tu pri tebi in lepo mi je, da sem lahko v tvojem objemu. Zares se počutim kot sin, ki ga čvrsto objemaš in očetovsko krepko trepljaš po ramenih in obenem na srce govoriš materinsko nežne besede, tolažbe in spodbude. Tako pogumnega se počutim ob tebi. In komaj čakam, da grem jutri dalje naprej, po puščavi, dalje proti obljubljenim novim obzorjem. A ti veš, Oče, da me bo že jutri znova klical tudi glas skušnjavca, ki moj pogled skuša vselej obračati nazaj, ki mi pripoveduje, da mi ne privoščiš, da si dolgočasen, da preveč zahtevaš, da mi ne privoščiš zabave, veselja in očavosti. Oče, veš, da ti verjamem, veš, da verujem in tudi veš, da tolikokrat prisluhnem skušnjavcu in verjamem tudi njemu in grem za njim. Nikoli ne dopusti, Oče, da bi zataval tako daleč, da bi postalo nevarno. Vedno mi pošli znamen, ljudi, prerokov, ki me bodo odpeljali nazaj. Če ne bo šlo drugače, naj uporabijo tudi palico.
le da me odpeljejo nazaj na varno, na pot k tebi, na pot za tvojim sinom. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, in nam podari mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. Saj veš, kakšni smo, Gospod. Ti si ustvaril naše srca, ti si oblikoval naše duše, ti si nam podaril vso živo pisanost naših značajev. In saj veš, Gospod, saj veš, kako je. Saj nam je lepo v našem domu, lepo je, da smo skupaj. A včasih si postanemo tudi zelo naporni. Včasih nam je vse odveč. Včasih bi radi kar zbežali. In včasih izrečemo tisto, za kar nam je kmalu žal. Saj veš, Gospod, znamo se tudi raniti, znamo se prizadeti. Včasih znamo iz muhe narediti slona in iz nespretno izrečene domislice narediti ogenj v strehi. Včasih je dovolj čisto malo in beseda ne potolaži, ampak zbada. Pogled ne poboža, ampak prestreli. Besede ne gradijo mostov, ampak netijo prepir. In molk ni več mir, ampak trma. Saj veš, Gospod. A veš tudi, da je globlje od vseh naših slabosti iskrena želja po bližini. Veš tudi, da si bolj od iskanja svojega prav želimo živeti v sožitju in da si bolj od vsega želimo vsak večer zaspati v miru in v ljubečem objemu. Pomagaj nam, Gospod, da bomo orodje tvojega miru. Mir z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je Jezus Kristus, kruh življenja. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti v svojo dušo. Ker te ne morem prejeti zakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.
hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo. Hvala za tvoj objem. Hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Amen. Gospod je rekel, izvolil sem vas, da obrodite sad in vaš sad ostane. Aleluja. Molimo. Zvesti Bog, ostani z nami. Okrepčal si nas telesom in krvjo svojega Sina, pomagaj nam, da se odvrnemo od greha in se oklenemo novega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Nocoj nimamo samo prošen z terena, ampak imamo tudi zahvalo z terena. Naša prizadevna študentka danes Gospodu izreka tole zahvalo. Pravi mu: zahvaljujem se Gospodu, da mi daje v teh dneh ogromno milosti za študij in da mi je dal danes res velik blagoslov pri ustnem delu enega izmed izpitov. Redko tako lepo in gladko odgovarjam. Se mi je zdelo, kot da sediš ob meni, Gospod, in me bodriš. Hvala ti. A ni lepo, da znamo Gospodu tako preprosto in tako iskreno izreči hvala. Tudi hvala. Za sklep še enkrat tista čudovita poezija, ki ni poezija v smislu nečesa na pol realnega, ampak je poezija ravno zato, ker je tako zelo resnično, ker je tako čudovit dar Boga vsakomur od nas. Le išči ga in boš spoznal, da je Bog svet tako zelo ljubil, da Sina edinca je dal, da bi se ti ne pogubil, ampak imel življenje. Uporabil sem tisto besedilo iz verza, iz pesmi, ki nas je že prej nagovorila in nas bo sedaj na koncu še enkrat za slovo. Skratka, podarjeno nam je življenje. Živimo ga z vsakim dihom in vsako besedo, z vsakim korakom in vsako mislijo, z vsakim pogledom in vsakim objemom. Obilje Božjih darov nam vsem želim in lahko noč. Gospod z vami. Naj nas blagoslovi, varuje in vodi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru, Bogu hvala. Nikodim je prišel po noči k Jezusu in spraševal, Jezus pa mu je odgovoril. Ne boj se, Nikodem, ljudi, le išči in našel boš Boga. Potrebno je, da vsak se rodi še enkrat iz vode in duha. Le išči ga in boš spoznal, da je Bog svet tako zelo ljubil, da Sina edinca je dal, da bi se ti ne pogubil, ampak imel življenje. Vsi mladi v življenju iščemo srečo, ljubezen, resnico in pot do ljudi. Če sam si lahko kaj hitro obupaš, bolje iskati je v skupnosti. V skupnosti lažje je skupno iskanje smisla življenja in
in skupne poti. Mogoče odkrije ta dva skupne sanje in skupaj ostaneta za vse dni. Sonce življenja toplo nas greje, učim se, da služil bom skupnosti, a včasih v svet v obraz se ti smeje, a Jezus nam s križa tako govori. Ne boj se, Nikodem, ljudi, le išči in našel boš Boga. Potrebno je, da vsak se rodi še enkrat iz vode in duha. Le išči ga in boš spoznal, da je Bog svet tako zelo ljubil, da Sina edinca je dal, da bi se ti ne pogubil, ampak imel življenje. Nikodem, ljudi, le išči in našel boš Boga. Potrebno je, da vsak se rodi še enkrat iz vode in duha. Le išči ga in boš spoznal, da je Bog svet tako zelo ljubil, da Sina edinca je dal, da bi se ti ne pogubil,